Pozdravljeni. V predprazničnem času je v navadi, da župani skupaj s sodelavci skličejo tiskovno konferenco in se skupaj ozrejo na preteklo leto. Tako je bilo tudi te dni v Zagorju, kjer je župan Matjaž Švagan ocenil delo občine v letu 2013 in razkril načrte za prihajajoče leto. Občina Zagorje je letos vse svoje obveznosti poravnala v roku, tudi prilivi so bili redni. Osrednja in največja investicija v naslednjem letu je vsekakor kolektorski sistem. Zaradi nepremičninskega davka predvidevajo, da ne bo večjih sprememb, bo pa več odhodkov, okrog 150 tisoč evrov davka. Žal pa je socialna stiska vse večja, saj 3. januarja delavcem Sveje preneha delovno razmerje. Novo je tudi to, da bo občanom v naslednjem letu omogočeno, da koristijo brezplačen pravni nasvet. Kar se tiče same slovenske politike oziroma ekonomske situacije, je moje mnenje, da najtežje obdobje prihaja 2014 in 2015, ampak to je moje osebno mnenje. Tam, kjer ima pa občina Zagorje vpliv in jaz kot župan in s podporo vseh političnih strank v Zagorju, pa nas čaka največji investicijski ciklus pričetka in dokončanja investicij. Vrtec Smrkci, to je investicija, ki znaša okrog 5 milijonov evrov, ki bomo dobili 10-oddelčni vrtec, centralno kuhinjo, vsem staršem omogočili vpis v predšolsko vzgojo. 500 kvadratnih metrov bo pa tudi za ustanovitev medgeneracijskega središča, ki bo povezoval vse generacije v občini Zagorje ob Savi. V teh dneh smo pričeli z kolektorskim sistemom, tako da pričakujemo pa, da s tem zaključimo konec leta 2014, drugo leto pa pričnemo tudi z izgradnjo čistilne naprave, tako da vsa sredstva so zagotovljena in če seštejemo samo te dve največje investicije, to pomeni kar okrog 15 milijonov evrov. Seveda se pa lahko pohvalimo, da smo med 5 občinami pri pridobivanju evropskih sredstev, državnih sredstev in ob zaključku mandata lahko rečem, da občina ne bo prezadolžena, ampak bo v slovenskem povprečju kljub največjim investicijam. To so samo dve največje, potem so pa še energetske sanacije objektov, tako v Krogarjeve šole, potem podružnične šole Mlinše. In mene se zvolili kot župana, da govorim optimistično, seveda je pa iz dneva v dan nič novega povedanega, seveda v tem trenutku težje socialne stiske in kot sem pa rekel, Zagorje je nekoliko drugačno, ker skupaj držimo. Pa še kratko sporočilo občanom? Moje sporočilo njim je zelo kratko. Vesel in ponosen sem, da sem lahko njihov župan in hvala jim, da mi 5 let, ko smo v največji recesiji po drugi svetovni vojni, vsak dan dajejo moč in energijo. Brez njih, verjemite mi, ne bi bil tako uspešen in optimističen. Župan občine Hrastnik Miran Jerič pa je prednovoletno srečanje pripravil v prostorih Mladinskega centra Hrastnik. Udeležili so se ga gospodarstveniki, podjetniki, obrtniki, predsedniki javnih zavodov, društev, krajevnih skupnosti, mediji in še nekateri drugi. Za medije je župan občine, ki je med najmanj zadolženimi slovenskimi občinami, takole ocenil delo občinske uprave v tem letu. Res je, naš dolg znaša približno 103 evre na občana oziroma občanko. V skupni višini smo zadolženi nekaj več kot 1 milijon evrov. V zadnjih 12 oziroma 11 letih smo najeli samo en kredit, to je bil kredit za izgradnjo čistilne naprave in pa kolektorskega omrežja. Se tudi v letu 2014 ne boste zadolževali? Ne, tudi v letu 2014 se ne bomo zadolževali. Investicije, ki so pred nami, bomo speljali s pomočjo evropskega denarja, s pomočjo denarja iz državnega proračuna in seveda z namenskimi sredstvi in pa lastnimi viri iz občinskega proračuna.
Leto, ki se izteka, je bilo polno, bom rekel, praznovanj in pa tudi investicijskih vlaganj na različnih področjih. Za posameznega občana je velika tudi majhna investicija. Tiste večje, ki so bile v letu 2013 v naši lokalni skupnosti, so na področju državnih cestnih mrež, je bila zelo zahtevna investicija druge faze regionalne ceste čez Sotesko-Boben. V to investicijo je država in pa lokalna skupnost vložila približno 1 100 000 evrov. Dokončali smo večnamenski objekt v krajevni skupnosti Podkraj, ki ni namenjen samo delovanju krajevne skupnosti, ampak tudi vseh društev, ki delujejo na tem območju in je v bistvu nek center medgeneracijskega sodelovanja v krajevni skupnosti Steklana in pa pomemben je tudi projekt oziroma pridobitev novih prostorov za mlade, to se pravi izgradnja mladinskega centra in pa zagotovitev ustrezne opreme oziroma infrastrukture za delovanje mladih. Tako kot sem rekel, še veliko drugih investicij je bilo, izvedli smo prvo fazo urejanja mestnega jedra v Hrastniku, drugo leto nadaljujemo in pa izvedli smo prvo fazo energetske sanacije vrtca Dolinca. 2014 bo investicijsko tudi zelo bogato, približno 4 400 000 evrov bomo vložili v investicije ali slabih 42% proračuna. Zaključujemo z energetsko sanacijo vrtca Dolinca, zaključujemo z urejanjem mestnega jedra v Hrastniku, pričenjamo z največjo investicijo v naslednjem letu v občini Hrastnik, to je energetska sanacija osnovne šole Narodnega heroja Rajka. V ta projekt bomo v 2 letih vložili približno 1 800 000 evrov in seveda, če bo vse po sreči, zaključujemo tudi z investicijo v regijskem centru za ravnanje z odpadki, razen 3. odlagalnega polja in seveda pripravili bomo tudi projekte, na nek način na zalogo za razpise, ki bodo pred nami, to je pa predvsem na področju energetske sanacije in pripravili vse potrebno za kvalitetno izvajanje tako načrta za dvig kakovosti zraka znotraj zasavskih občin, kot pripravili skupaj z gospodarskimi firmami, tudi jaz upam, da ustrezne programe za črpane denarje iz posameznih ukrepov iz programa konkurenčnosti oziroma razvojne pomoči za občine Trbovlje, Hrastnik in Radeče. Takole pa je delo v tem letu ocenil direktor Mladinskega centra Hrastnik Davorin Peršič. Jaz bi ga ocenil kot uspešnega. Smo na začetku, torej to se opazi, to se vidi, ampak nekako en razvoj je bil narejen, en razvojni korak, ker optimalno, kar se mene tiče in kar se tiče dogajanj in dogodkov. Z junijem smo odprli prostore, in ti prostori pač morajo pridobiti zdaj neko odprtost skozi dejavnosti, ki se odvijajo. In na različnih področjih smo to odprtost vzpostavili. Kateri so bili tisti najpomembnejši projekti v tem letu, pa kakšno je sodelovanje s sorodnimi društvi, pa tudi mladinskimi centri v okolici? Ja, sodelovanje, če začnem tukaj, je dobro, torej sodelujemo na večjih projektih skupnih, zasavskih. Z mladinskimi centri se povezujemo, gledamo, kaj se pravzaprav dogaja. Ravno tako z občinskimi društvi, drugimi javnimi zavodi. Tako da imajo zdaj, recimo kot primer, mladinski center same prostore uporabljajo že več različnih društv kot prostore za določeno dejavnost. In potem nam v zameno recimo ponujajo kakšne dejavnosti brezplačno ali kaj v tem smislu. Največji projekti? Zdaj, jaz bi težko izpostavil kakšne velike projekte. Mi nekako, nek cilj je iz malih projektov pravzaprav priti do velikih projektov, ne samo en. Tako da zdaj recimo en večji projekt bo gotovo Zasavski božični sejem, ki bo to soboto 21. In tukaj imamo 34 razstavljavcev in ena taka velika logistika in organizacija je zadaj. Kdaj se bo ta sejem začel, koliko časa bo trajal? Sejem se bo začel torej v soboto 21. ob 10. zjutraj z godbo in mažoretkami, trajal bo do 7. zvečer. Vmes bo glasba, bojo žongleri, bojo metalci ognja, delavnice čez cel dan za otroke bojo v mladinskem centru. Sama stvar bo potekala torej v bližini mladinskega centra na tržnici Hrastnik. Torej vabljeni jutri na Zasavski božični sejem.
Turistično društvo Trbovlje ob koncu leta s priznanji in nagrado Zlata vrtnica nagradi tiste, ki po mnenju upravnega odbora društva naredijo največ za promocijo Trbovelj doma in po svetu. Letos je dobilo Zlato vrtnico trbovsko podjetje Devesoft in direktorja tega uspešnega podjetja smo povabili pred našo kamero. Sigurno se počutimo dobro. Gre pa predvsem za to, da vsake nagrade, ki jih podjetje lahko dobi, seveda pomenijo neko priznanje za naše delo. Če pa je seveda nagrada podeljena v domačem kraju, potem pa seveda to nam je še večje veselje. No, spet smo enkrat dokazali, da tudi v domači vasi je lahko človek prerok, če ve za pravo stvar, in vaše podjetje Devesoft je prav gotovo na taki poti, da to dokazuje. Kje vse vas poznajo in s tem poznajo tudi Trbovlje? Ja, nekako na tej zemeljski obli skoraj da ni kraja, kjer naši strokovnjaki ne bi sodelovali pri raznih projektih. Dr. Jure Knez seveda je najprej kot sam odličen snovator merilne opreme v ta svet popeljal tudi kupico mladih fantov, ki so še vedno večinoma s Trbovlj v naši firmi, seveda svoje znanje predal ostalim in nekako resnično verjamem, da puščajo naši strokovnjaki v svetu notis, da so pa v Trbovljah pa eni sami ful pametni ljudje doma. Morda res ni tole nagrada, ki bi bila svetovno znana, vendar mislim, da pa bo šla v bok vsem drugim vašim nagradam, ki ste jih že dobili, naj bo to Zlata gazela ali kaj drugega. In želimo vam, da je še več takih nagrad in veseli smo, da se tudi vi veselite domače nagrade. Najlepša hvala. Priznanja turističnega društva pa so letos dobili Vinko Pfeiffer, Stane Bizjak, Boris Gunzek in Nina Pirnovar. Na odru Delavskega doma Trbovlje so ob tem nastopili komorni orkester Pokomeno Moso, mažoretna skupina, citrarka ter lovski pevski zbor z rogisti. Delo društva je predstavila predsednica Marija Juraja, besede pohvale pa je vsem izrekel tudi župan občine Trbovlje Vili Treven. Obiskovalci, ki so napolnili gledališko dvorano Delavskega doma, so se kasneje zadržali še na prijetnem klepetu o polnih mizah dobrot. V avli Delavskega doma Trbovlje so se konec tedna zbrali člani Društva invalidov Trbovlje na prednovoletnem srečanju. Prijetno druženje so izkoristili za pogovor in obujanje spominov na vse lepo, kar so preživeli v tem letu. O tem je z nami poklepetal tudi predsednik, ki pa je bil tudi malce kritičen. Ja, kakršna je letina, sem presenečen. Nimamo problema o številu zasedbe. Dvorana je polna, avla je polna. Je 130 prijavljenih in to je prednovoletno srečanje, kajti to je zadnji naš pozdravnim. Hvala za vse, kar smo letos naredili smo pa ogromno. Bil je Cipr, bila je Makedonija, bil je Hvar, bilo je 7 kopalnih dnevov, so bili 3 socialni nakupi, zraven tega so bile še kmetije, zeliščne s prehrano, sadjarstvom, povrtnarstvom, čebelarstvo, vse to smo dali skozi in ljudje so dobili neke možnosti pridobitev znanja, veliko receptov je bilo, kar je pa najbolj važno, da spoznavajo, da v ta mehna Slovenija ni tako mehna. Ne poznamo jo dosti, zato za vsakem hribom pele cesta, če ne pa čez hrib, pa vidimo spet en lep kraj s prijaznimi ljudmi, če smo mi prijazni. In kamer pridemo, smo dobrodošli in kamer se bomo še odpravili, vem, da se bomo dobro imeli in da bomo lepo sprejeti. Tak program, ko ga delamo za naslednje leto, me ni nič strah. Strah me je o tem, da bi tukaj padla ta socialna stvar pri upokojencih, ker tukaj slišimo radio, televizija, če poslušamo državni zbor, pa ti mora biti slabo, pa ti mora biti malo težko, da kak krhelj kruha poješ, čeprav ga krval zaslužil, kajti samo grožnje, kaj bojo še nam vzeli, je pa res vprašanje, ali se nam prostovoljcem še splača delati
za ljudi, če si odgovoren s svojim premoženjem, če boš neke napake naredil. Po naši državi so pa vsi lopovi, ki so obkradli ti delovne ljudi, ki danes morajo nekateri po kantih pobirati zelenjavo pa kruh, sprehaja po Sloveniji. Še to mi povete, kaj pa ste pripravili prav za današnji večer? Ja, današnji večer bo za njih malo presenečenja. Danes smo povabili predstavnika Relaksa, ki z njim sodelujemo že od leta 2000. Tudi Vodička, ki je bila z nam na Hvaru in v Makedoniji, je danes tu. Ona ima en program. Imamo pa še en program, ta je pa domače klase, tu je pa plesavke trebušnega plesa. Vodička ima neke igre, kjer bojo dobili neke take skromne nagrade, pozornost bolj. Ampak zna pa tudi kakšna bogata biti. Tako da bo kar zanimiv. No, potem samo še imejte se lepo vsi skupaj in ob letu pa se spet vidiva, ne? Ja, res, imeli se bomo lepo, do polnoči, ampak ob tej priliki bi vsem občanom Zasavja, čeprav smo v Trbovljah malo nizko na financah, moram reči občini hvala lepa za pomoč, za razumevanje, kakor je možnosti nam pomagajo, moramo biti pa tudi mi skromni in zadovoljni to, kar imamo, kajti to, kar si smo ustvarili, dajmo mirkati pa probimo nekaj narediti, da bo jutri boljše. Verjamemo, da je večer minil v prijetnem vzdušju in da so že vsi delali načrte tudi za prihodnje leto. Sledijo pa kratki oglasi. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. V Zagorju so prejšnji četrtek izvedli seminar na temo trajnostne energetike v Zagorju in učinkovite rabe energije. Zagorski občini so v letih 2009-2013 obnovili skoraj 800 stanovanj. Občina je tako dosegla zastavljene cilje iz svežnja ukrepov Evropske unije o povečanju energetske učinkovitosti in cilje akcijskega programa, ki je sestavni del lokalnega energetskega koncepta občine. Program seminarja je bil sestavljen iz več delov. Najprej je predaval profesor Fakultete za strojništvo dr. Sašo Medved o učinkih energetske sanacije 12 večstanovanjskih stavb ter o ugodju bivanja v prenovljenih stanovanjskih enotah. S profesorjem pa smo spregovorili tudi o energetskih izkaznicah. No, v Zagorski občini je bilo saniranih nekako 40% večstanovanjskih objektov. Za kakšne vrste energetske sanacije gre, kaj se je saniralo in kolikšen je prihranek pri tej sanaciji? Ja, res je. Odstotek obnovljenih večstanovanjskih stavb v Zagorju daleč presega pravzaprav slovensko, pa tudi verjetno marsikatero ali večina evropskih lokalnih skupnosti. Šlo je za tipične obnove fasadnega ovoja, pri čemer seveda se doseže tudi bistveno lepši izgled in tudi boljša kakovost bivanja v teh objektih. V povprečju v objektih, ki smo jih analizirali mi, je zmanjšanje rabe energije za ogrevanje skoraj 50%. Vendar tukaj ta prihranek ni samo zaradi energetske sanacije, ampak najverjetneje tudi zaradi delilcev, ki jih imajo sedaj pri ogrevalnih napravah. To drži, ker so bili ukrepi energetske sanacije in vgradnje delilnikov postopni, se pravzaprav glede na rabo energije po letih tudi zelo jasno vidi prispevek vseh ukrepov in vsekakor vgradnje delilnikov je zmanjšala rabo toplote vsaj za 20%.
Kolikšna pa je potem recimo vrednost same investicije in kdaj se recimo potem stanovalcem ta investicija povrne potem? Vsi predlagani ukrepi, ki jih predlaga nekdo, ki je zadolžen za pripravo dokumentacije oziroma predstavitev uporabnikov, mora svoje ukrepe utemeljiti tako ali zbrati tako, da se te povrnejo v obdobju med 5 in verjetno, lahko rekli, 10 leti. Seveda, doba delovanja teh sistemov je pa bistveno daljša. Je pa ta vrednost pravzaprav močno različna, zamenjava žarnice s sijalkami, seveda se cenovno povrne bistveno prej kot zamenjava ali namestitev toplotne izolacije, ampak ne glede na to, nekje v 10 letih je pričakovana doba, ko ne bi se investicija povrnila s prihranki. No, predstavili ste tudi zadovoljstvo samih stanovalcev potem v teh prenovljenih objektih in zadovoljstvo tistih stanovalcev, ki še nimajo prenovljenih objektov. Kakšni so bili rezultati? Poleg nižje rabe energije se je zelo jasno pokazalo, da je ocena kakovost bivanja v obnovljenih stavbah z vidika zaščite pred hrupom, toplotnega ugodja bistveno boljša. In medtem ko pa ostali kriteriji pravzaprav so ostali enaki, skratka nismo ničesar poslabšali glede na sedanje stanje, izboljšali smo pa precej drugih kazalnikov. Predstavili ste tudi energetsko izkaznico, ki naj bi jo objekti v prihodnosti imeli. Kdaj nekako naj bi se te energetske izkaznice pridobile in tako na kratko, kaj sploh pomeni energetska izkaznica? Energetska izkaznica je enostavno prikazana lastnost stavbe glede na rabo energije. Namenjena je tako kot recimo pri gospodinjskih aparatih obveščanju bodočega kupca o stroških bivanja, ki so povezani z rabo energije. To je osnovni namen. Te izkaznice pravzaprav morajo biti nameščene na večstanovanjske stavbe oziroma jih je potrebno izdelati za večstanovanjske stavbe pravzaprav takoj, v primeru, ko se vsaj eno stanovanje oddaja za več kot leto dni oziroma v primeru, ko se lastnik odloči za prodajo enega stanovanja, v tem primeru mora ta dokument biti izdelan takoj. V nasprotnem pa je neko prehodno obdobje, ki je razdeljeno na zahteve za stavbe, ki so bile grajene pred letom 1980, namreč po tem letu so se zahteve po energetski učinkovitosti oziroma toplotni zaščiti stavb zaostrile in so te stavbe manj problematične, no za te stavbe je pa dovoljno daljše prehodno obdobje še desetletje in več te stavbe formalno ne bodo potrebovali te izkaznice, razen v teh dveh primerih, ki sem jih uvodoma omenil. Na seminarju je še komunalno podjetje Zagorje predstavilo daljinsko ogrevanje v občini. Stanovanjsko podjetje Zagorje je predstavilo vidik sodelovanja upravnika z lastniki pri energetski sanaciji več stanovanjskih objektov. O energetski revščini, ko gospodinjstvo za ogrevanje svojega doma na ustrezno raven porabi več kot 10% prihodkov, pa so spregovorili iz Društva za sonaraven razvoj Fokus. Energetsko revščino skušajo reševati predvsem z obiskom in svetovanjem energetskih svetovalcev. Že nekaj let na razstavah ročnih del po Zasavju videvamo tudi čipke. Izdelovanje čipk ni sicer doma v teh krajih, a so kljub temu posamezni izdelki na razstavah popolnoma primerljivi s tistimi iz krajev, kjer je čipka doma. Da to drži, so dokazale čipkarice od Sevnice do Save in Laškega, ki so v Hrastniku pripravile razstavo Šali in blazine s čipko. Predstavitev smo prepustili eni od organizatork.
Zbrale smo se klekljarice iz različnih skupin od Save do Sevnice in Laškega in združile svoje moči pri tem projektu. Sklekljale smo šale in blazine in obeske za novoletno jelko, ki jih bomo pa podarile donatorjem za društvo Vesele nogice. Zdaj mi se srečujemo v različnih koncih, v Sevnici je ena večja skupina, v Radečah, v Laškem, srečujemo se tudi svoje prostore imamo srečujemo se v osnovni šoli narodnega heroja Rajka v Hrastniku, v Trbovljah v osnovni šoli Ivana Cankarja in v Zagorju na osnovni šoli Toneta Okrogarja. Poleg tega sodelujejo tudi Radenčanke, klekljarice iz Dola in iz Rimskih Toplic. In kako da ste se odločile za klekljanje, kar v teh krajih ni tradicija? Ljubiteljice smo iskale možnosti, da se te umetnosti naučimo in smo našle gospe, ki izhajajo iz krajev, kjer je klekljanje tradicija in tako smo se počasi naučile. Vmes smo hodile tudi na razna izobraževanja v Idrijo in tudi v druge kraje, tudi v tujino in rezultat je tu. In kakšni so vaši načrti za naprej, te skupine, ki danes razstavlja? Mi bomo sodelovali še naprej, tako kot do sedaj. Prvič smo v taki skupini razstavljali letos spomladi v Trbovljah na temo rož. Zdaj na območju Zasavja, na območju teh občin pa razmišljamo o tem, da bi mogoče ustanovile tudi skupno društvo. Ki bi bilo namenjeno čemu? Samo temu druženju za klekljanje ali bi se lotile kakšnih takšnih projektov, kot pravite? Zdaj predvsem ne bi bilo to združenje klekljaric. Ves čas pa mi pri raznih projektih že sodelujemo. Tako smo sodelovali pri izdelavi klekljanega prta ob 500-letnici cerkve v Strunjanu. Naši izdelki so bili tudi lani na Svetovnem klekljarskem kongresu v Normandiji, kjer smo tudi 3 članice sodelovali in je bil naš pano dosegel prvo mesto. Pripravljamo se že tudi za Adelaido, drugo leto bo namreč svetovni kongres v Avstraliji, kjer tudi že pripravljamo tudi, oziroma določene članice bodo delale tudi dele prta za Brezje, tako da vedno imamo kakšno idejo. Ob otvoritvi, ki so jo glasbeno olepšali še gojenci glasbene šole Hrastnik in mali recitator, se je kar trlo obiskovalcev in srčno upamo, da si je to lepo razstavo v preostalih dneh ogledalo še več ljudi. V torek smo bili v prenovljenem kulturnem domu Svobode Kisovec, kjer je pred številnim občinstvom potekalo odprtje slikarske razstave ljubiteljske slikarke Ljudmile Vozelj. V kulturnem programu so sodelovale pevke vokalne skupine Iris. Razstavo je predstavila slikarka Severina Trošč-Progar, ki je povedala, da dela Ljudmile Vozelj pripovedujejo o slikarki notranjega miru ter usklajenosti in tudi o zavzeti popotnici na poteh k novim izzivom. Iskrena predanost likovnemu ustvarjanju se izraža v njenem pretežno realističnem stilu, ki ga nadgrajuje z osebno noto, ki temelji na posebnosti načina slikanja skupaj z likovno pripovedjo. Skratka, njene roke, naše roke, roke slikarjev so podaljšek našega duha in našega srca. In tisto, kar nosimo v sebi, dajemo ven. In predvsem to je pomembno, da je zelo, zelo iskreno. Tle noter ni blefa. Ker če bi mi, tisti, ki slikamo, verjamem, da tudi vsak tisti, ki piše pesmi, tisti, ki poje, če bi hotel blefirati v svojem delu, ne bi tega dela, bi šel nekaj drugega delati, ker naš čas je dragocen, vse veste vsi skupaj. Pri Milici jaz neizmerno cenim tudi njeno tehniko, kajti ona, slike, ki jih vidite, so narejene predvsem v akvarelu, ampak ona tako natančno in tako precizno slika v akvarelu, da so zadeve videti tako, da so v olju.
Nekaj je pa tudi v olju. Zdaj vaša naloga pa je, da vidite, katera je katera. Razstava je na ogled do 23. decembra. Takole veselo pa je bilo prav tako v torek v prostorih EVJ centra. Vodstvo podjetja je tudi letos za otroke zaposlenih starih do 9 let organiziralo predbožično obdaritev. Otroci so bili seveda daril veseli, tako kot so bili veseli tudi moderatorke Andreje, ki jih je še pred prihodom Božička zabavala prek različnih družabnih iger. Smeh na obrazih otrok je bil zgovoren, seveda pa se je pri tistih najmlajših pokazala tudi kakšna solzica. Ja, Božiček ima pač brado in dolge lase in je čisto drugačen, kot sta ati in mami. V torek so se na 23. seji zbrali svetnice in svetniki Trboveljskega občinskega sveta. To je bila zadnja seja v letošnjem letu in navzoči so bili vsi svetniki. Župan je podal nekaj dodatnih pojasnil na svetniška vprašanja z pretekle seje in jih seznanil med drugim s tem, da je končno podpisana pogodba med občino Trbovlje in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, o čemer smo tudi že poročali. Predsednica Komisije za občinska priznanja Alenka Forte je nato predstavila predlog te komisije za dobitnika nagrade Tončke Čeč. Svetnice in svetniki so predlog komisije soglasno podprli in tako bo to nagrado ob kulturnem prazniku dobila lutkovna skupina Lučke. V nadaljevanju seje so potrdili tudi predlog proračuna za leto 2014. Po seji smo za mnenje o proračunu povprašali svetnico iz vrst SD. Jaz osebno podpiram ta proračun, namreč kljub temu, da je res izjemno socialno naravnan, glede na socialno sliko, kakršna v občini Trbovlje je še posebej druga značilnost in sicer, da je tudi investicijsko naravnan. In to pa nas vse skupaj navdaja z optimizmom, namreč kljub tem hudim časom še vedno se v občini izvajajo investicije in so vidne, v to sem prepričana, ko se tudi sami občani sprehodimo čez mesto. Seveda si pa želimo živitve gospodarstva. Žal na to občina ne vem kako velikega vpliva nima, ampak tudi tukaj se rojevajo posamezni svetli točke in mislim, da se bo v prihodnjih letih obrnilo tudi na tej ravni. Prav je, da ste takole optimistični in lepo bi bilo, da bi bili tudi ostali prebivalci Trbovelj, da ne bi kar naprej govorili, kako je hudo. Torej vidite neko svetlo točko tudi skozi ta proračun. Kdor mene pozna, dobro ve, da sem oseba, ki je optimistična in na osnovi tega optimizma se tudi trudim na vseh področjih maksimalno, kolikor se le znam. Torej, res je še vedno čas za optimizem. Imamo še vedno zelo dobro šolstvo, odlično zdravstvo, smo socialno na en način preskrbljeni, manjkajo nam delovna mesta, to, kar večino celi Sloveniji in prepričana sem, da bomo znali skupaj s Slovenijo pot najti tudi na tem področju. Torej, mogoče bi zaključila tale naš pogovor s tem smislu, da pojdimo v leto 2014 z optimizmom. Čaka nas seveda največ tistega, kar si znamo ustvariti sami. Sicer je pa največ vredno, kot že vemo, zdravje, nekoliko je pa potrebna tudi sreča. Torej, srečno. Gospodarski načrt javnega podjetja Komunala Trbovlje za leto 2014 je na seji predstavil direktor tega podjetja Milan Žnidaršič. Predstavitev predloga strategije razvoja občine Trbovlje 2014-2022 pa je bila zadnja točka dnevnega reda te seje. Pri tej točki so sodelovali podžupanja Jasna Gabrič, Branko Krevelj in Nives Skropivšek. Podžupanjo smo tudi mi povabili ob koncu seje pred našo kamero. Ja, je bilo res veliko dela. Veliko del imajo vsi, ki so sodelovali, največ pa potem tisti, ki na koncu to spravljajo na papir. To je najtežje potem narediti in to skupaj spraviti v neko takšno zaključeno celoto. Res je, da je dokument. Upošteval se bo toliko, kolikor ga bodo omenjeni svetniki oziroma tisti, ki bodo na prihodnjih volitvah upoštevali. Gre za strategijo, ne gre za izvedbeni načrt. Jaz sama rada tako rečem, strategija je tista, ki ti pove, ali boš šel proti severu, jugu ali zahodu, vzhodu, katero cesto boš izbral, da boš pa tja prišel, je pa izvedbeni načrt, katerih pa jaz mislim, da ne bo manjkalo na prihodnjih lokalnih volitvah.
Samo na volitvah ali tudi kasneje, kaj pravite? Najbrž tudi kasneje, jaz bom rekla, vsak si po svoje razlaga, kaj je to trajnostni razvoj. Nekdo prej vlaga v energetske sanacije, drugi v javni promet, tretji v kaj drugega. Skratka, to je odvisno potem od tistega, ki vodi občino, ki je torej vodja tima in kolikor bo tukaj volje, toliko bo pa uspeha. Slišati je bilo tudi iz svetniških vrst, da je to nekakšna knjiga želja na marsikakšnem področju. Pa tudi to mora biti, brez želja tudi ciljev ni, ne? To je strategija, ki najprej naredi prerez in statistično pregleda, kje smo danes, kaj smo počeli do zdaj in pove, kaj bi lahko počeli oziroma kaj želimo početi v prihodnje na podlagi tega, kar smo do zdaj ugotovili. Prav je, da je napisana ambiciozno, namreč povejte mi za kakšnega uspešnega človeka, ki ne bi imel visokih ciljev, če bi potem sploh prišel do njih. Jaz mislim, da je nerealno in ni prav niti do naših občanov in občank, da bi si postavljali nizke cilje samo zato, da nam bi bilo lažje doseči. Treba je posegati po zmagah in po tistih najvišjih stopničkah. In te najvišje stopničke so res v trboveljski občini zelo odmaknjene, ne? Ampak navidezno. Če pa skup stopimo, kot je rekel gospod Trstenjak, ne? Skup stopimo, pa mislim, da bi marsikaj lahko dosegli iz tega. Ja, pa jaz mislim, da se zdaj časi spreminjajo, spravim, ljudem je bolj težje, bolj smo skupaj povezani. Tako na družbenih dejavnostih, ker vse so se tudi že prej, pa morda še zdaj nekoliko bolj povezujejo, društva, klubi, delamo skupaj kakšne projekte, iščemo skupne rešitve. Morda ljudje tega nismo tako zelo navajeni delati v timu in rad ima vsak svoj vrtiček in ne spusti soseda k njemu, ampak bomo počasi tudi to presegli. Bo trajalo nekaj časa, nekaj let bo potrebnih, ampak bomo tudi do tja prišli. Poleg let in načrtov bo potreben tudi denar. Tu pa si obetamo, da bomo znali bolje izkoristiti tako imenovana evropska sredstva. Veste, jaz bom tako rekla, vsi na veliko govorijo, najlažje reči, bom pridobil sredstva iz evropskih skladov. Hkrati pa, če bi jih najbrž vprašali, naj naštejejo možne evropske sklade, ne vem, če bi jih poznali. In pri evropskih sredstvih je tako, je veliko projektov, vi ne morete, oziroma zelo težko je, da boš kandidiral kar direktno v Bruselj, ampak je to ponavadi razdeljeno po državah in kandidiraš na nacionalni ravni, kar pomeni, da tudi država naredi svoj načrt, kaj bo spodbujala seveda v sklopu smernic, ki jih začrta Evropska unija. In če smo do zdaj veliko denarja namenjali, ko ste najbrž sami opazili, raznim prenovam cest, recimo tudi naša ulica 1. junija iz teh sredstev, iz kohezijskih narejena in podobno, torej vlagali v beton, pa je načrt Evropske unije v letu od 2014 do 2020 usmerjen nekoliko drugače, bom rekla, v mehki del naše družbe, to pa so inovacije, izobraževanje, bom rekla, pametna specializacija, računalništvo v oblaku, skratka ti novi izrazi, ki se bodo zelo, zelo pogosto pojavljali v naslednji perspektivi in občinam bo kot takim še nekoliko težje priti do denarja, saj je tega denarja zdaj nekoliko manj, kajti več se ga namenja za samo gospodarstvo. In bo treba biti še veliko bolj inovativen, še veliko bolj iznajdljiv, pa bom rekla tudi bolj pripravljen, da bomo sploh prišli lahko do kakšnega evra. Na to zdaj opozarjajo tudi drugi, recimo tudi župani, saj se pripravlja torej zdaj operativni program, ki bo skupen tako za vzhodno kot zahodno kohezijsko regijo. Župan Vili Treven se je na koncu zahvalil vsem za sodelovanje v tem letu, voščil vsem mirne in lepe praznike ter zaželel srečno in uspešno novo leto. V torek 17. decembra je bila dvorana Delavskega doma v Hrastniku nabito polna, saj so bile vse vstopnice za božični koncert Hrastniške glasbene šole razprodane. Še pred koncertom smo pred kamero povabili ravnateljico Polono Kovač. Na nocojšnjem božično-novoletnem koncertu bo nastopalo 60 učencev iz različnih predmetov, iz različnih programov, inštrumentalisti in tudi baletni oddelek. Koliko je pa sicer učencev na vaši šoli? V tem šolskem letu je vpisanih 162 učencev v različne programe. Kateri program je pa najbolj, da rečem, popularen? Ja, že kar nekaj let je najbolj popularen inštrument kitara, flavta, sledi klavir, tudi ples. Današnji koncert pa sigurno ni edini.
Naši učenci zelo veliko nastopajo, sploh v tem decembrskem času, tako da imamo prav ta teden kar 4 nastope, ampak tale nocojšnji božično-novoletni je osrednji dogodek naše šole v tem jubilejnem letošnjem letu in zato se bomo še zelo potrudili nocoj zaigrati in zaplesati. Letos je glasbena šola Hrastnik praznovala 60 let, saj kot samostojna šola neprekinjeno deluje že od leta 1953. Ob koncu prvega šolskega leta je bilo na njej 57 učencev, prvih 5 učiteljev, od katerih so bili 3 zaposleni honorarno, je poučevalo klavir, violino, pihala in nauk o glasbi. Tudi danes pedagogi z veliko izkušnjami in strokovnostjo zavzeto skrbijo, da otroci razvijajo glasbeno in plesno nadarjenost ter odkrivajo pot svet lepote in umetnosti. Naša televizija pa je včeraj v celoti posnela božično-novoletni koncert glasbene šole Trbovlje. To pa je tudi vse za danes. Prijeten zimski večer vam želimo. Pa ostanite nekje na toplem. Nasvidenje.